Ja, v Slovenski Bistrici v športnem vikendu se je veliko dogajalo. Zadnji dan, 22. septembra, pa smo vsi z nestrpnostjo pričakovali skok na Tri kralje, torej kolesarji so bili v ospredju. Dan pred koledarsko jesenjo je športno-kulturno društvo Trije kralji izpeljalo prvi kolesarski skok na že omenjene Tri kralje. Na štartu v Slovenski Bistrici se je pojavilo okoli 150 kolesarjev in kolesark, ki so se podali na 14 km dolg kolesarski izziv. Pred samim štartom je vladalo kar veliko dobre volje, optimizma in tekmovalnega naboja, ki se za takšne rekreativne dogodke tudi spodobi. Udeleženci kolesarskega skoka so se na pot podali izpred Impola, kjer so se nato z letečim štartom pri pizzeriji Gams tudi uradno začeli vrteti pedale. Družbo kolesarjem do cilja so delali tudi rekreativci, ki so imeli pomoč elektrike. Ta jih je tudi pripeljala do željenega cilja. Poslastica kolesarske nedelje je v progo privabila tudi številne ljubitelje kolesarskega skoka ali vzpona. Po prejšnjih 14 izvedbah vzpona športnega društva Tinje v organizaciji Koštrunov je tako proga na Tri kralje dobila zelo uspešno nasledstvo, ki je že s prvo izvedbo potrdilo, da ta pohorski bistriški konec to tudi potrebuje. V prvi vrsti pa je to zasluga neutrudnega organizatorja Aleša Juharta, ki je skupaj s sodelavci in sponzorji uspešno organiziral to prvo izvedbo kolesarskega skoka na Tri kralje. Ja, moram reči, da sem izjemno vesel, sploh ko nam je uspelo trofiti z terminom in kolesarski skok organizirati v takšnem vremenu, kot je danes. Seveda ni to samo moja zasluga, veliko zaslug gre tudi Tadejo in Boštjano iz Zavoda za šport, kajti ona dva sta me nekako nagovorila, da bi po mnogih letih znova organizirali ta skok, in moram reči, da v pretekli sezoni se nam to ni šlo. Letos pa smo nekako zagrizli in zelo smo veseli, da je kolesarski skok zopet na Treh kraljih in verjamemo, da bo od zdaj naprej vsako leto. V zgodovino prve izvedbe pa se je kot prvi zmagovalec vpisal reprezentant Slovenije v konkurenci mlajših mladincev v cestnem kolesarjenju, 15-letni Maj Bohak. Ta je s progo opravil v 38 minutah in 30 sekundah ter tako v absolutni konkurenci postavil najboljši rezultat. Tako je tudi povsem zasluženo prejel prehodni pokal kot prvi zmagovalec in si tudi nadel modro majico zmagovalca tega kolesarskega skoka. Ja, sem zadovoljen. Čas je tudi boljši, kot sem pričakoval. Nisem smel iti čisto na polno tako od začetka, da še nekaj moči prihranim za na konec. Potem pa pač je odločal nekakšen ciljni šprint 500 metrov cilja, kdo je močnejši. Zmagovalca člana Perutnine Ptuj pa po uspešni sezoni čakajo prihodnjem letu tudi reprezentančni izzivi. Prihodno sezono upam, da bom uspešen na evropski ravni. Gremo verjetno na 2 dirki na evropski ravni, ena je na Češkem, ena pa v Avstriji, etapni dirke, in upam, da bom tam uspešen. Za modro majico, ki jo bo nosil zmagovalec do druge izvedbe, pa sta na zmagovalni oder stopila še drugovrščeni Marko Plank s časom 38:42, na najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa se je povzpel domačin Matej Kangler, njegov čas pa 38:49. Poglejmo, kaj sta povedala. Sem zadovoljen, vesel. Všeč mi je tudi, da se je Vzpon vrnil na koledar tekmovalni. Smo zmeri radi hodili sem na Tri kralje. Navijači v progi so bili super, navijali so, spodbujali, dan je bil ful lep. Vzpon je tudi fajn, ko ni prestrm, je fajn, pa po senci malo, tako da fajn je bilo. Kakšna je bila taktika za današnji tvoj vzpon? Ja, taktika je bila skozi iti na polno, oziroma kar močen tempo. Ampak po 5 kilometrih sem videl, da ne bo šlo, sem mogel moč spustiti. Potem so začeli konkurenti napadati, začelo se lovljenje, ampak na koncu je malo zmanjkalo za prvo mesto, ampak 20 stopničke in pa tudi svoj najboljši čas. Na 6. mestu absolutno pa je bil Matija Meden. Pa z rezultatom sem zadovoljen, drugače je bilo pa kar naporno. Ja. Klanc je
kar težek, sploh na začetku, dobro, tu na koncu gor se malo poravnavam, ampak drugače lepa proga, lepa organizacija, težko pa tako vedno, to koliko si narediš, težko. V konkurenci predstavnic nežnejšega spola je v absolutni konkurenci in svoji kategoriji s časom 49 minut in 9 sekund ciljno črto prva prevozila Živa Bohak in tako postala velika zmagovalka. Ja, dirka je bila naporna, najhujši del mi je bil od začetka pa pol do prvi del, na koncu se je pol tako malo bolj zravnato proti planini, tako da je bilo v redu. Proga mi pa pač ful ustreza, ker tam kar ima bolj strmo, pa tukaj se ima bolj zravna proti koncu. Trdo so za zmage v posameznih starostnih kategorijah garali tudi drugi udeleženci tega dogodka. V 5 starostnih kategorijah so pri moških zmagali in prejeli zaslužene pokale in nagrade organizatorjev. V kategoriji do 15 let je zmagal Gal Hrastnik. Od 15 do 20 let je bil najhitrejši absolutni zmagovalec Maj Bohak. Od 21 do 40 let je na prvo stopničko stopil Marko Plank. V kategoriji od 41 do 50 let se je zmage veselil Matjaž Leva. V kategoriji nad 50 let pa je pokal odnesel Miran Dovnik. Pri ženskah pa je v kategoriji do 40 let bila najhitrejša v ženski konkurenci Živa Bohak. V starosti nad 40 let pa je zmagala Andreja Žerjav. Da pa v življenju ne štejejo samo zmage, sta potrdila tudi tista dva zadnja, kolesarka in kolesar, ki sta prečkala ciljno črto. Potrdila sta tudi pravilo, da je na takšnih dogodkih potrebno biti zraven. Lahko rečem, da je bilo res čudovita izkušnja, lepo vreme, organizacija vrhunska. Sva zelo zadovoljna, da sva sploh prišla do cilja. To je bil najin cilj in to sva zmagovalca. Ja, ker naporno, pa upam, da bom drugo leto boljši. Organizatorji po uspešni prvi izvedbi skoka z optimizmom zrejo v prihodnje leto. Verjamem, da bomo v prihodnjem letu uspeli z promocijo, z tem, kako smo danes organizirali ta skok, privabiti še večje število ljudi. Seveda pa drugo leto bi se nam naj znova pridružili tudi policisti z njihovim državnim prvenstvom, tako da računam, da v prihodnjem letu pa nas bi zagotovo moralo biti preko 200. Snemalna ekipa Studia Bistrica pa vam ponuja še nekaj kolesarskih užitkov z različnih delov proge in skritih kotičkov lepega kolesarskega merjenja moči. Glejte in uživajte!